Prva gimnazija zagotovo sodi med tiste mariborske stavbe, ki jo poznajo vsi prebivalci našega mesta. Če niso tukaj le preživljali dijaških let, so pa zagotovo kdaj imeli kakšen zmenek pred prvo ali pa so le postali na trgu in se zazrli v gimnazijo ter se vprašali, kaj vse je doživela v svoji 170-letni zgodovini. Današnja prva gimnazija ima korenine v letu 1850. Takrat je nastala kot naslednica seveda glavnih terezijanskih šol, nastane kot nižja realka, tako imenovana. To pomeni, da je to bila šola, ki je bila namenjena praktičnim znanjem, tehničnim znanjem. Namreč gre seveda za obdobje tik potem, ko je Maribor seveda imel speljano skozi železnico in se seveda poveča hkrati populacija prebivalstva in pa potrebe po kadru, ki je imel malo bolj tehnična, praktična znanja. Današnjo stavbo, v kateri je prva gimnazija Maribor, so začeli postavljati junija 1871, položili so temeljni kamen in so jo v 2 letih in pol, niti ne, so jo zgradili do konca in jo predali namenu. Stavba je bila dokončana 72, 73 je že začel potekati pouk v tej lepotici. Je pa bila to takrat nemška šola v glavnem, ne? Potem pa v novi državi, v kraljevini SHS, kasnejši Jugoslaviji, je pa 24. leta bil sprejet zakon, po katerem so realke postale gimnazije. Realne ali danes bi rekli splošne, torej enakovredna sopotnica gimnaziji klasični. Številnimi stranskimi in skritimi stopnišči gimnazija marsikoga spominja na skrivnostno čarovniško akademijo Bradavičarko iz knjig o slavnemu Harryju Potterju. In prav tako kot na Bradavičarki je tudi na prvi nekoč živel ravnatelj kar v šoli in sicer tukajle na vrhu tega stopnišča. Tu so bile prehodne sobe, dnevni prostori, imel je tudi svojo služkinjo. Prvi ravnatelj je tukaj bival dobrega pol leta, namreč predvsem seveda zaradi projekta dokončanja te šole, stavbe z okolico in pa seveda s proračunom, ki je vedno bil malo tesen, je dejansko Jozef Hesl pregorel in seveda leta 1874 umrl. Na srečo se prekletstvo ni nadaljevalo in vsi ravnatelji so delovne dni preživeli živi in zdravi. Zadnji med njimi, Herman Pušnik, je prvo doživel kot dijak, profesor in ravnatelj, zato dobro pozna tudi najbolj skrite kotičke šole. Drži, na strehi prve gimnazije, ki pa ima veliko simboliko, namreč tukaj bi lahko našli korenine našega izobraževanja z alegorijami, ki so postavljene, torej govorijo o kvadriviumu, ali o 4 temeljnih vedah, ki so bile postavljene za drugo izobraževalno obdobje, in o triviumu, ki je bilo prvo, torej tudi ime trivialka. Mi smo išli iz kvadriviuma kot nižja realka in kasneje višja realka. In če se je zgodba začela na stopnicah, se zaključi potem seveda na strehi. Skozi zgodovino pa se je spreminjal tudi pogled na trg. Sprva je bila to velika livada zunaj mestnega obzidja, kasneje so ga uredili v park in v nekem obdobju med obema vojnama je bila postavljena tudi pravoslavna cerkev, ki je stala neposredno v središču trga in so jo potem Nemci ob okupaciji tudi porušili. Povojne generacije pa je zaznamoval vodnjak, ki ga je postavil nekdanji dijak, arhitekt Milan Černigoj. Vodnjak ni del šole. Je del trga. Pred prvo gimnazijo si ga prva gimnazija oziroma tukaj zaposleni in predvsem dijaki lastimo in lastijo. Še sama kot dijakinja vem, da smo tukaj preživeli veliko časa, da smo vedno rekli, v glavnem odmoru se dobimo pri fontani in tudi danes dijaki med odmori radi posedajo okrog vodnjaka. Marsikaj zanimivega se je dogajalo tudi na Podstrešju. Tam se skriva ura, ki ob 170-letnici znova dobiva originalno podobo. In to po zaslugi prav tistih dijakov, ki so že med šolanjem na lastno pest skušali prenoviti neskladno številčnico. Smo šli gor na streho, se privezani spustili pred uro in z lakom popravili številčnico. To je bilo seveda ne samo navihano pa predrzno, ampak seveda tudi zelo pogumno, ker sem pač jaz sem stal zunaj in barval to uro, 2 sta mi pomagala, eden me je držal, eden me je podajal barve. In smo stanjšali te oznake za ure, da so bile vsaj približno skladne z podobo hiše. Osamosvojitev Slovenije je dijakom prinesla maturo, ki je poskrbela celo za novo ogrevanje. Matura je bila tak projekt, državni projekt številka 1. To je bilo vse podrejeno uvedbi mature. In sem pač jaz uradnikom napisal takrat,
Vkolikor se nam pec zruši novembra ali decembra, mi 3 tedne na šoli ne bomo imeli pouka, kar pomeni, da tudi priprav na maturo ne bo in jaz za to nočem odgovarjati. In v izjemno kratkem času, ne vem, če zaradi tega, ampak tako se mi zdi, smo mi dobili krasno plinsko ogrevanje. Šola se lahko pohvali tudi z eno najlepših šolskih knjižnic s skritimi literarnimi biseri. Knjige, o katerih govorim, so izjemno bibliofilska donacija gospoda Gorazda Tribnika, potomca našega nekdanjega profesorja. In sicer gre za 3 knjige, ki so ne samo v smislu naše šolske knjižnice, ampak tudi sicer izjemno dragocene. Gre za zbrana dela Platona, grškega filozofa, ki so prvič izšla v vseh teh 3 knjigah na enem mestu, in sicer tako v grškem izvirniku kot hkratnem latinskem prevodu. Za ta latinski prevod je poskrbel francoski humanist Jean de Serret, natisnjene pa so bile v Ženevi leta 1578. To jesen bo prva gimnazija dopolnila 170 let in čeprav čudni časi nekoliko ogrožajo praznovanje te častitljive obletnice, se na prvi ne dajo. Nekaj zgodb že teče, dobesedno zgodb, ker smo zaprosili nekdanje dijakinje in dijake, da zapišejo svoj pogled na izobraževanje v gimnazijskem obdobju. Tako je ta naslov 170 zgodb začel z 1. junijem, 170 dni pred načrtovano slavnostno akademijo 18. novembrom, ko želimo obeležiti spomin z zaključno prireditvijo. V tem času bodo še druge prireditve, tako stalna zgodovinska razstava, hkrati tudi bo priložnost za nekdanje glasbenike z otvoritvijo prireditev 13. novembra pred šolo, pa bo kar bo.